Pozdravljeni študentke in študentje in vsi, ki razmišljate o bodočem študiju na Teološki fakulteti. Pozdravljeni tudi dragi alumni naše Teološke fakultete. Veseli me, da vas lahko gostimo danes v teh prostorih, kjer ste vsak na svoj način prebili tudi del svojih študijskih dni in poti. Pa bi mogoče najprej začeli pri študiju na Teološki fakulteti. Eno od poslanstv naše fakultete je gojiti kulturo medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, interdisciplinarnosti, strpnosti. Pa me zanima, so taki spomini na študij na Teološki fakulteti? Ja, v bistvu, če jaz začnem, ta študij je bil res nekaj najboljšega, kar se mi je lahko zgodilo. Saj se mi je v sklopu tega življenje čisto obrnilo oziroma v neko boljšo smer razvilo in sem zelo vesel, ponosen na to, da sem pač bil lahko del Teološke fakultete. Spomini so pa zelo lepi, pač ne vem, dneve smo prebili tam v tistih klopeh in dejansko se pogovarjali, debatirali o samem študiju, kaj smo tam doživeli, o profesorjih, o samih izpitih. Se mi zdi, da smo se zelo povezani, tudi še zdaj se kdaj dobimo in smo še povezani oziroma se zanimamo drug za drugega, kako kdo živi, kaj kdo počne in dejansko si na ta način stojimo ob strani, no. Tako da sem res vesel, da sem lahko bil tega tudi vašega programa tam na magistrskem študiju in na izpopolnjevanju in na vseh ostalih izpopolnjevanjih. Res sem pač jaz osebno ogromno odnesel od tega in mi ni žal. In verjetno se je vrniti v tele prostore en tak posebno doživetje. Ja, zagotovo. Tudi jaz se s tem strinjam. Res je bilo zelo lepo obdobje in se mi zdi, da je to študij pa fakulteta, kjer se ne da iti mimo tega, da se povežeš kot študent s študenti in tudi s profesorji konec koncev, tako da imam tudi zelo lepo izkušnjo. Nikoli nisem imela kakšnih takih slabih izkušenj, ki jih včasih slišim iz kakšne druge fakultete, ki je težko recimo čez kakšne stvari. Tukaj se mi zdi, da je bilo res zmeraj tako, da je bilo podporno okolje in da se je pomagalo, da smo bili povezani. Ja. Maj, vi ste na našo fakulteto prišli po študiju psihologije. Kako je bil ta prehod za vas? Je tudi v bistvu zelo drugačen, čeprav tudi na študiju psihologije smo se povezovali, ampak na študiju psihoterapije pa to čisto drug odnos med nami nastal, zato ker pač dejansko deliš neke svoje izkušnje že tekom vaj, tekom izobraževanja, se povežeš na eni drugi ravni. In to je 10 let nazaj, odkar sem jaz zaključila pri vas, tako da v tem času moram reči, da smo ostali v stiku z nekaterimi sošolci, kolegi in tako poslovno, strokovno, kot tudi prijateljsko. Super, to so verjetno tiste stvari, ki ostajajo. Sanja, vaša pot pa drugačna, začeli na Teološki fakulteti, zdaj boste tudi zaključili s 3. stopnjo na naši fakulteti. Kako vi doživljate študij? Ja, zdaj, ko pogledam nazaj in ko tudi poslušam vse te moje terapevtske kolege, če ne tako lahko rečem, lahko rečem, da sem res ponosna, da sem tukaj študirala. Se mi zdi, da imamo eno drugačno držo do ljudi, do samega življenja, ker se res zelo poudarja v bistvu to, da tisti, ki je na drugi strani, rabi ali pa želi samo imeti neko dostojanstvo na tem svetu in da v resnici smo človek človeku in da tudi z našim znanjem, ki ga dobimo na tej fakulteti, da nismo mi na neki višji ravni, v smislu jaz vem, ti si tam, ampak v resnici smo mi tisti, ki lahko ustvarjamo drugačne odnose in to dobimo na tej Teološki fakulteti. Miha, preplet duhovnosti, psihologije, terapije, vse to, kar želimo mi tle na fakulteti nekako preplesti, za nas mogoče tako taka naravna simbioza, kako pa jo vi vidite? Zdi se mi, da je simbioza in da pač mora biti, ker se to na humanističnem področju, če smo tukaj, res zelo povezuje in če ignoriramo eno področje, lahko delamo velike napake, tudi kasneje kot terapevti. Tako da mislim, da je res ena resna pa naravna povezanost, simbioza duhovnosti
psihologije, psihoterapije z nekim spoštovanjem. To mi je zelo lepo do vseh, tudi z področja duhovnosti, če so različne smeri, ali pa z področja psihologije, ker v vseh teh vedah je veliko nekih različnih smeri ali pa podnaslovov, tako da res z eno odprtostjo, pa po drugi strani z resnostjo, no. Z resnim pristopom do vseh teh smeri in ved, tako da zelo kvalitetno. Po študiju se je pa treba nekako soočiti, ne, tudi s karierno potjo in z odločitvami, ki jih je treba sprejeti, in vsi od vas imate že kar nekaj dosežkov, ste nanizali v tej vaši poti. Maja, vi ste, poleg tega, da ste terapevtka v svojem terapevtskem centru, zelo uspešna na področju obravnave motenj hranjenja, režiserka filma na to temo, tudi direktorica startup podjetja, kjer iščete nove načine, kako pomagati terapevtom s terapevtsko inteligentno asistentko. Kako vi vidite, kateri so tisti koraki v vaši poti, ki so vas pripeljali do vseh teh uspešnih zgodb? Jaz bi rekla, da najpomembnejše je, da slediš sebi, tistemu, kar čutiš, da ti želiš narediti, ne glede na to, kaj dela okolica, kaj pravi okolica, in slediš svoji poti. Jaz sem tako naredila, ne, in pač to tudi živim in delam še naprej, ker na ta način potem res živiš tisto, kaj tudi delaš, ne, kar želiš. Ni samo, bom rekla, ni samo v ozadju ali zaslužek ali karkoli drugega, ampak te osrečuje tvoje delo. Tako da jaz bi dala prednost temu, kar ti začutiš, tisto je ta prava, ne. In to je tista odločitev, ki je vam pomagala. Ko ste se lahko odločili glede na lastno intuicijo, je bila pot prava. Tako, vsakič znova, ne, ker to so v bistvu kar ene različne poti, ampak bilo je vedno polno strahov v ozadju, ampak strahove na stran, pa svojo pot. Podjetništvo imate pa tudi vi v svoji krvi, Sanja. Ogromno enega dela je bilo vloženega v vaš zavod, v stvari, ki jih še snujete in pripravljate. Kje vi vidite, da je tisto, kar je pomembno pri kreiranju neke take poslovne, terapevtske poti? Predvsem, če pogledam na začetek svoje lastne poti podjetniške, je, da sem se zelo veliko učila od ljudi, ki so bili uspešni na tej poti. Od njih sem srkala znanje, ni bil, dostikrat imamo, ljudje tisto, kaj pa on, toliko pa toliko, ne vem, služ mi tukaj, pa smo, ne vem, na eni strani, ker si tega ne moremo privoščiti, Jaz teh ljudi nikoli nisem gledala na tak način, ampak daj mi povej, kako ti to narediš, Tudi jaz bi želela to imeti, In sem čutila, da mi to pripada in da sem tudi tega vredna, In v bistvu sem, tako kot Maja, sledila temu mojemu občutku, da je to, kar si jaz želim, In da me v bistvu neznanje ni ustavilo, pa rekla, ok, nimam še dovolj znanja, ampak sem šla v bistvu s strahom, ampak me strah ni ustavil in sem se sproti učila, Hkrati pa tudi, ker sem teologinja, in to je ta posebna drža, o kateri govorim, na začetku, ko je tebe strah, sem dostikrat rekla, sem vse strahove, kar lepo predala Bogu, in v bistvu sem zaupala vanga, da bo on skrbel zame, in pa tudi v znanje, ki sem ga pridobivala tle na teološki fakulteti, da tudi vi, profesorji, stojite za tem znanjem, ki ste ga nam pač podali, in da, če imaš v bistvu vse to skupaj, potem v resnici nič ne more iti narobe. Super, se mi zdi, to vero vsi potrebujemo. Kar nekaj poguma je bilo pa verjetno potrebno tudi na vaši poti. Danes vodite uspešne delavnice za družine in otroke v okviru Rejniškega društva Slovenije, v okviru Zveze prijateljev mladine Moste Polje, kjer se vedno več družin ve, da najde zatočišče tudi tam. Kako vi vidite, kateri so tisti pogumni koraki, ki ste jih mogli narediti? V bistvu jaz na Zvezi prijateljev mladine Moste Polje imam enega velikega zglednika, to je Anita Ogulin, ona živi za to, kaj dela, in se nekako na ta način poskušam približati njej oziroma
slediti tej njeni filozofiji, se pravi, ona dejansko živi za to, kaj dela in se mi zdi to neka taka pot, ko je dejansko to način življenja. Prav tako je pač eden izmed mojih vzornikov profesor Gostečnik, ki prav tako živi in govori to, kaj dela in dejansko čuti na ta način, da potem lahko dejansko vse te ovire, ki pridejo v življenju nasproti, nekako premagaš. In dejansko si daš eno možnost, ne vem, tudi tega našega Boga tam gorda na nek način, ti na tej poti, ki pač je nekako tvoja zastavljena oziroma usmerjena, lahko nekako napreduješ in tudi dejansko rasteš. Super. Nekje pa je treba začeti, narediti prvi korak. Špela, vi ste zdaj prvo leto v okviru stažiranja na Frančiškanskem družinskem inštitutu, stopate v te terapevtske čevlje. Kako vi doživljate te začetke in kaj se vam zdi, da je pomembno, da vztrajaš naprej na tej poti? Ja, ne bom lagala, da je zelo lahko, ker ni na začetku. Ampak ja, kljub temu, da je težko, predvsem zaradi tega, ker imaš res rad ljudi, s katerimi delaš, ni še bilo klienta, ki ga res ne bi vzljubila in ti je dostikrat težko ob tem. Ampak ja, hkrati pa to delo, ki je neločljivo povezano s tem, da s svojo osebno rastjo, pa s tem, da z nekom vzpostaviš odnos, z empatijo in je hkrati to tudi nekaj najlepšega, kar lahko delaš. Tako da, ja, zaradi tega pa vse skupaj ni tako težko. In da vztrajaš na tej poti naprej. Zanimivo pot pa imate tudi vi, Miha, od osnovne šole do izpopolnjevanja za terapevta, do dela v Slovenski vojski. Kako vi vidite svoje poti, svoje odločitve, da ste zdaj tukaj, kjer ste? Ja, predvsem lahko rečem, da na koncu tako, če zdaj pogledam nazaj, vidim, da me nekdo vodi, nikoli si ne bi predstavljal, če 15 let nazaj, da bo pot taka, ampak sem vesel, da je taka je. Ja, ker sem zaposlen v Slovenski vojski, poskušam tudi tam dati moje znanje in mislim znanje z fakultete, ki ga je veliko in ki je kvalitetno, ponuditi, unovčiti, je nekaj novega, je nekaj osvežilenega, čeprav lahko rečemo, da so psihoterapevtske smeri niso več novost, ampak to, kar mi prenašamo, to, kar mi znamo, je nekaj novega, je nek nov pristop. In v vsakem sistemu, sploh pa v velikih sistemih, so lahko na začetku zelo odklonilni ali pa vidijo veliko nekih problemov, ki niti na koncu izkažejo, da niso problemi. S to samozavestjo, ki jo pa tudi tukaj dobimo, se mi zdi pa, da lahko v sistemih, kjer smo in nekaj res naredimo nek premik. Počasen sicer, ker stvari se ne spreminjajo hitro, imamo pa možnost, imamo znanje, imamo kvaliteto, tako da z neko tako zdravo samozavestjo lahko pristopamo in ponudimo tisto, kar smo se naučili, kar znamo, kar se učimo. Verjetno se vsi strinjamo, da je na začetku misel na psihoterapevtski poklic kar zastrašujoča. Študij včasih zelo naporen, ne mogoče zaradi izpitov, ki jih je potrebno narediti, ampak vpogleda vase, ki ga moraš narediti tekom študija. In verjetno je vsak od vas dobil 1000 nasvetov, kako je najboljše. Pa me zanima mogoče, je kakšen nasvet, ki ste ga vi dobili in bi ga danes delili tudi z vsemi bodočimi terapevti, našimi študenti. Začnem. Jaz sem slab učenec in veliko stvari preslišam, ker mi je bilo na izpitu težko. Lahko pa povežem s tem, da se nisem preveč obremenjeval s stvarmi, na katerih nisem bil dober, ali pa z strahovi, česa vsega ne znam. Mi bil pa zelo en dragocen nasvet profesorja, profesorice, ki je rekel, da tudi če stvari na koncu niso najbolj šolske, da zaupam sebi in da grem po svojem principu naprej in da je to zelo pomembno. Tako da vsak sebe ima pa sam zaupati si more. Tako da to je bil meni en dragocen nasvet. Ki se ga moramo vsi včasih spomniti. Ja. Sanja, za vas kakšen tak spomin vam je pomagal? Zdaj, prav, da bi bil prav kakšen nasvet, da bi lahko rekla, to pa to je nekdo izrekel. Vem pa, da sem vedno sprejela samo nasvete tistih ljudi, ki so
že naprej na tej poti, ker oni najbolj vedo, čez kaj je treba iti in kaj je treba narediti. Sem se pa zelo izogibala tistih, ki niso na tej poti in ki v bistvu ne poznajo tega terapevtskega poklica, niti bi rekla duševni stisk, s katerimi se pač ljudje soočajo. In ponavadi ravno tisti so, če temu rečem, najbolj zgovorni. Neverjetno treba tudi selekcionirati na svete, ki jih dobimo. Kaj je tisto, kar pa ti začutiš, ok, to pa je tudi nekaj zame, to pa lahko tudi jaz v bistvu sprejmem in nekako bi rekla, naredim na način, da bo na moji poti, mojo lastno pot potem opremilo. Maja, za vas, kakšen spomin ali nasvet? Jaz se pa večkrat spomnim enega stavka, ki ga je izrekel profesor Gostečnik, in sicer, da v Sloveniji se da vse narediti, samo treba biti zelo, zelo vztrajen. In mislim, da temu res je tako. To je tisto, kar me tudi velikokrat vodi pri svojem delu. Jaz sem tudi kar pridružila že zdaj povedanemu. Je pa tisto, kar me vedno umiri pri svojem delu, to, da si večkrat ponovim, ker tudi večkrat pač slišimo to tekom študija, tekom vaj, pa konec koncev tudi v superviziji, to, da si je treba zaupati, da čutim prav in da naj samo grem za tem, tako da tega se poskušam držati. Super, gremo naprej. V bistvu jaz se pa spomnim enega reka mojega očeta, takrat, ko sem obupoval, teolog, magistr družinskih študij, zaključeval študij, kje bomo dobili službe, ne vem kaj, in je rekel: oče, prišel bo čas, ko vas bojo z lučjo pri belem dnevu iskali, in jaz mislim, da je ta čas tukaj, tako da mi je tisto res dalo enega novega zagona in mi je dalo eno možnost, pač, da sem res sledil tej poti. Super, nam daje tak zagon in tudi odgovornost, ki jo imamo z upravljanjem tega poklica. Hvala vam za vaš čas, ki ste se ga vzeli danes, da ste prišli na našo fakulteto med naše študente. Zelo cenimo vašo pripravljenost, da ste pripravljeni deliti svoje izkušnje z bodočimi študenti, da jim res vlijemo poguma, da bojo vztrajali na tej poti, ker velikokrat bi bilo lažje obupati, pa rabimo eno spodbudo za naprej. In mislim, da smo to tudi danes dosegli. Hvala vam za pozornost, študentje, bodoči študentje, vsi, ki razmišljate mogoče o tej poti. Vam želimo veliko poguma, predvsem da zaupate vase in v znanje, ki ga boste prejemali na poti.